Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam? Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Turistovski klub Skala je bil gorniški klub, ustanovljen 2. februarja 1921. Avantgardna, ekskluzivna gorniška skupina je nastala kot posledica razkola v Slovenskem planinskem društvu, ki se je v obdobju po prvi svetovni vojni zavzemal predvsem za obnovo planinskih postojank, medtem ko je mlada generacija stremela k plezanju, zimskemu alpinizmu, smučanju ter ostalim sovpadajočim dejavnostim. Člani Skale so težili k ljubezni do narave, idealizmu, načelnosti, tovarištvu ter pogumu v stenah, neustrašnosti, železni volji in zdržljivosti. Imeli so svoje reševalno moštvo, organizirali so prve odprave, se ukvarjali z vzgojo, veliko poudarka pa so namenjali ukvarjanju s fotografijo, filmom, glasbo in pisanjem. V 20. in 30. letih so skalaši načrtno preplezali številne glavne slovenske stene in grebene. Druga svetovna vojna je njihove aktivnosti prekinila, po vojni pa so nekdanji člani Skale nosili pomembno vlogo v Planinski zvezi Slovenije kot naslednici Slovenskega planinskega društva. Dr. Peter Mikša je alpinist in zgodovinar, zaposlen na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani kot izredni profesor. Je avtor številne strokovne literature in eden največjih poznavalcev slovenske planinske in alpinistične zgodovine. Z nami v steni tokrat dr. Mikša. O pomembnem obdobju, o izredni generaciji Slovenk in Slovencev ter njihove zapuščine, ki so svojimi aktivnostmi v gorah in visokimi etičnimi standardi postavili trdne temelje povojnemu in sodobnemu planinstvu, gorništvu in alpinizmu. Dr. Mikša in skalaši. Pero, živjo. Živijo. Ti pa nisi imel daleč priti sem. Ja. Sem te snel iz službe. Ja in ne, prišel sem od doma v Ljubljano in pol od Ljubljane, iz enega konca Ljubljane na drugi. Je pa res, da tudi moj dom zdaj, odkar sem poročen, ne, tudi ni daleč od Ljubljane. Podolčak se poročen si ti že koliko? Ja, 20 let, ampak 20 vseeno let. sem pa še, kako se temu reče, po srcu Štajerc, ne, in to bo vedno ostalo, ne, torej, kljub temu, da sem že skoraj 20 let poročen v ta lep konc, sicer ne pa Hograjske Dolomite, pa vseeno nikoli nisi potem domačin tam, ne, seveda otroci, ki se tam rodijo. Prišlek. So, ampak ti pa ostaneš prišlek, ne, ker nosiš korenine od nekje drugje. A veš, da se še dobro spomnim tvoje poroke? Ja. Sicer bilo je nekje na Vipavskem, točno place se ne spomnim, ampak vem, da smo jutro dočakali, ne? Je bilo kar luštno. Ja, ne bom zdaj šel v detajle, kako je bilo, ne, tisto večer in noč, ampak ja, kot se pač spodobi za nekako hribovce, gornike, planince, alpiniste, smo imeli v bistvu poroko pod čavnom, ne, tako da pa še vreme nam je služilo. Namreč takrat tvoja sveža žena prihaja iz onih koncev. Ne? Ja, Vipavka, ja. Veliko smo peli, to se spomnim. Jaz sem mislil, da bomo danes začela, ne vem, z eno pesmijo, ne vem, Si še jezna name od Bazarja ali kaj takega, to je bil naš železen repertoar, ne. Kakšnega Mlakarja. Mlakarja, po Mlakarju pol se je počasi že umirjal, ne. Ja. Pa tudi sicer smo takrat veliko brenkali pa peli, se spomniš? Mogoče moram povedati, da sva oba iz istega planinskega društva oziroma iz istega alpinističnega odseka, to je Akademski AO z Ljubljane. Še to za uvod, ti si prišel tja leta 96, če se ne motim. Ja, tu nekje, ja. To vem zato, ker sem pa jaz prišel 2 leti za tabo, to je 98. Ne? Ja, jaz sem v bistvu bil v srednji šoli že v Ljubljani, torej ne, sanjal sem takrat prvo, da bom veterinar. Ko sem pa vpisal alpinistično šolo, sem pa sanjal, da bom lejt zaplotnik ali humar in tako naprej. Torej pač, kako bi temu rekli, čisto
prav, ne, da sanjamo. In srednjo šolo sem delal v Ljubljani in potem smo z Matejem Kovačičem, našim sopotnikom, plezalnim, mojim sošolcem v srednji šoli, šla na alpinistično šolo. Ne. In zakaj smo šla akademci, ker so bili najcenejši. Ne. To je treba povedati. In fajn, mislim, da sem prvi akademc zdaj pri tebi v podcastu. Prav je, ne, da imamo tudi torej, naše ljubljanske akademce v tem kontekstu. Ja, in nekaj smo plezali, ampak ogromno smo pa se tudi fajn imeli, predvsem družili, na večerih, kar je radi logika. Smo šli na kakšno kočo. Ja. Ali pa čisto preprosto v kempu. Smo bili preglasni v kempu, v Paklenici in kje druge. Ne? Torej, normalna mladina plezalna tistega časa. Zdaj, decembra so me ta mladi akademci prosili, če bi imel neko predavanje na občnem zboru. In seveda mi dva prihajava še iz cajtov diapozitivov. In jaz sicer diaprojektor še imam, ampak ga je treba ročno predstavljati gor, ker pač neki crknilo, zdaj sploh ne vem, kje bi jaz to lahko popravil. Skratka, sem mogel dati poskenirati tiste slike, da sem lahko sploh predavanje sestavil, pa z današnjim časom primerno. In pa sem opazil, sem najdel ene par fotk iz tistih cajtov, predvsem iz Paklenice. Smo se res fajn imeli, to so bili lepi študentski časi uživanja, plezanja. Lepi so, kot je plezanje lepo, in midva smo lepo potegnila potem to črto, neke navezave v nadaljnje življenje, ti čisto z gorami kot vodnik, gorski vodnik, jaz pa tudi na nek način ta svoj hobi potem v skoraj lahko rečemo poklic, torej da sem se kot zgodovinar začel ukvarjati s to tematiko in moram reči, da uživam, sklepam, da ti tudi. Ampak veš, da sem se parkrat spomnil, da smo že takrat imeli, ker noben še ni slutil, recimo sploh, da se boš ti takole razvil, ta zgled zgodovinarja, da smo imeli neka tekmovanja v kakšnem večeru, sobotnem v Paklenici, ko smo svoje že odplezali, pa je bilo treba v nedeljo sam še domov jeti, Potem se je pa Toni, spraševal, kdo je zlezel leta unga, kakšno smer. Glavni razlog za to je bil takrat novi vodniček Paklenica. Siddharta je izdala vodnik in mi smo ga seveda študirali. Mislim, to je bilo redno čtivo, včasih bi mogel kaj za faks delati, pa smo rajši brali te zadeve. No in pol je seveda bil kakšen večer, takle zanimiv, mogli smo imeti razlog, torej zmagovalec je dobil, ne vem, mogoče kako buteljko ali kaj takega in seveda smo imeli takoj temo, tekmovalno poznavanje, kdo je preplezal. Ja, in tule je bilo kar veselo. Mislim pa, da je bil Toni tisti, ki je tudi takrat največ vedel, pa ki je bil, ne vem, kdo je bil izpraševalec, ali bil on tekmovalec, to več ne vem, ampak ja, te stvari drži to, ja. Se mi zdi, da nikoli ni bilo to prav tako strukturiran. Danes imamo pa kviz zgodovine, ampak to se je pol kar začel, in tudi, jaz se ne spomnim nagrad, to je šlo malo tako za nek tak prestiž, tak, se veš, zelo osebni, recimo. Verjetno, zdaj te bo mogoče malo zadrego spravo, takrat smo te klicali, a spomniš, kako smo te klicali? Princ Plat. Princ Plat. Pol je Benč še kaj dodal, princ še česa. Zdaj, če v to posluša, se usmejo. Ne bomo zdaj rekli, ker zdaj danes so pa stvari veliko bolj resne in sploh ti na nivoju, ne bomo ti rekli princ zgodovine. Ampak si pa zares en vodilnih zgodovinarjev, zlasti te planinsko-gorniške alpinistične tematike. Ja, to v bistvu kar drži, ampak pot je bila precej ravna, kar se tega tiče. Torej, treba je reči, da smo se po srednji šoli precej lovili, torej kaj iti študirati. Vpisal sem biotehniško fakulteto, pa potem vmes precej časa na nek način ne luftal, ker smo delali kakšne stvari, ampak bil sem na nek način že faliran študent. Pa je prišla zgodovina, vpisal sem zgodovino in geografijo, kar je bila napaka, ne narobe razumeti, ker geografija je fajn, ampak jaz sem se predvsem našel na zgodovini. In kaj se je pol zgodilo? Treba bi bilo narediti in sem si
omislil, da bom prepisal se na samo zgodovino. Torej, vpisal sem filozofsko fakulteto, zgodovina, geografija. In prvo leto ugotovil, da zgodovina mi je super, geografija mi pa ni tako zelo super in jaz hočem postati zgodovinar. Ampak je bilo treba narediti za vpis drugi letnik latinščino in nemščino. In če nisi hodil na to sta ključna predmeta, ker sta v bistvu to sta jezika virov, ne, kar se tiče, to je nujno obvladati. Nemščino, gotico, latinščino in seveda jaz pol jeseni, ko sem se odločil, da bom pa samo zgodovino delal, nisem nič naredil. Ne. In potem je prišlo leto, 2, pa smo se malo lovili, no in pol je ključen trenutek. Ne. Na našo alpinistično šolo, ne, kjer sem bil jaz sovodja z Matejem, je prišla tečajnica, ne, Bogdana z Vipavske doline in mi smo takrat malo se hecali, ne, tako v kontekstu Ferajna, da v bistvu vsaka alpinistična šola je draft, ne, če rečemo kot po vzoru ameriške profesionalne košarke, kar pomeni, da pač imamo vrstni red izbiranja v narekovajih, ne, seveda. Eno je, kar si mi zamislimo, realnost je druga, ampak pač v hecu in jaz kot vodja sem rekel, ta mi je všeč, ne, v tem smislu in ne, ja, v redu, pustimo, ne, na miru, Petru, ne, Mikšatu, da bo on pač naredil korak kakorkoli že. Z Bogdano smo potem res postala par in kasneje tudi mož in žena in pač treba je bilo faks narediti, ne. Bogdana je bila že konc študija, služba je tu nekje. No in pol smo pa začeli resno delati in moram poudariti pa tukaj, da v bistvu sem potem, ko sem štartal, ko sem vpisal, naredil 3 letnike v leto pa pol in diplomo. Torej 3 letnike in diplomo sem vpisal v leto pa pol, ker pač jaz sem očitno bolj kampanc in tu se je pol začelo, ne. Na faksu so videli, da pa mogoče sem obetaven, ne, da in so me vklopili v neko proceduro projektov in tako naprej. In pol sem mogel pisati doktorat in kaj naj zdaj vpišem, jaz sem rekel, nič, jaz bi pa raziskoval o gorah, ne, to me je zanimalo in sem pisal torej, zgodovino alpinizma. In tu je bilo tako že eno veliko vprašanje na oddelku, ne, torej v nekem kontekstu zgodovinopisja na Slovenskem je seveda bilo vedno najbolj popularno obdelovati politično zgodovino, vojaško zgodovino in podobne teme. Ne. Danes so še neke druge teme, ki so vsako obdobje prinese neko, ne, kulturna zgodovina, gender studies, torej študije spola, predvsem ženske in tako naprej. Športna zgodovina je bila tu nekje vedno v zadnji, ne, okej. In pol niso točno vedeli, kaj naj, ne, z mano, koga za mentore in tako naprej. Tu smo se precej lovili, mislim, da sta pred mano samo 2 doktorirala, ki bi imela temo zgodovine športa. Torej mislim, da Tomaž Pavlin, ki predava na fakulteti za šport, imel Sokole, ne, pa današnji direktor zgodovinskega arhiva v Celju, Borut Batagel, je imel smučanje, ne, in potem jaz pač rekel, okej, alpinizem, eno sintezo, pregled, ne, od do, ampak to je bila precej bela lisa, ne, kako zdaj se tega lotiti v kontekstu zgodovinopisja, ker imaš nekaj normative, zgodovinski aparat, ne, in tako naprej. No, in pa smo obdelali kar konkretno in tu se je začelo, ne. Torej, v sklopu tega in najbolj fajn pri tem je bilo, ne, ko sem jaz mogel brati tiste knjige, ne, če prenesem par let nazaj, me je Ata kregal, če me zasledil, ko berem, ne vem, alpinistično literaturo, pa daj, peš se učiti, ne, zdaj sem mogel brati, ne, in sem prebiral in moram reči, da sem užival, da je doktorat v vsakem primeru zahtevna zgodba, ampak da sem res užival, ko sem pripravljal vsebino, ko si bral te stare zapise, kako so lezli 1906. leta čez Triglav prva, ne, in je opis Nemcev, ki opisujejo tam ono leto in to si podoživljal, ne, če si plezal kako smer, ne, levo, tam, prav si predstavljal sonček na tisti polički in tak naprej. Ja, fajn je bilo. Ker, če zdaj prav razumem, je potem tudi knjiga, ki si jo napisal, oziroma ki ste skupaj z pokojnim Urbanom Golobom izdala, je to bil del tudi tvoje, bom rekel, materije doktorske dizertacije, ali sta bila to čisto ločena? Skratka, je to neka nadgradnja tvoje naloge, ali je bilo to ločen projekt? Urban Golob je bil v mojih očeh še iz konca 90. let en strašen as, ne. On je bil eden od soustvarjalcev revije Grif, meni najboljše revije, kaj je obstajala, pa najboljše literature, ne, mislim, seveda Goloba, ne, Tadej in Urban in še vsi ostali so res mojstri bili v pisanju, ne, in to, ko si prebiral te zadeve tam, si užival,
Pa imeli so takšne še določene dele v tem, ki so bili strašno zabavni. Mislim, to so bile fore, ko si se režal. Še danes se režim, ko grem kdaj čez. To je bil čas brez interneta, ne? Ja, in si komaj čakal na tisto mesečno številko. Ne? Žal, ne, kot je kar že marsikdo, ki je poskušal kaj narediti v to smer, ne, tudi Grif je tudi klavrno propadel, ker pač ne vem, kako je to z nami, ampak očitno smo dobri bralci, ampak kupujemo pa ne dovolj, ali kako že, ampak ne bomo zdaj o tem. Grif je kasneje nehal, mislim, da 3-4 letniki so išli, ampak v glavnem Urbana sem poznal iz tega, ne, torej poznali smo ga tudi kot plezalci, smo živijo, ne. Potem sem pa začel pripravljati prvo. 2010 je tedanji še predsednik, torej Franci Ekar, se odločil, da bi naredil eno v bistvu skripto za alpinistične šole. Neko zgodovino alpinizma, ki bi bila skripta, to je bil neki groba ideja. Pa je prišlo do spremembe garniture, torej prišel je Bojan Rotovnik in je rekel, mi smo že denar dobili neki od Fundacije za šport in tako naprej, začeli smo že delati in je rekel, kaj če bi pa mi naredili eno knjigo, ki bi bila bolj taka eminentna zgodovine planinstva na Slovenskem, ki bi bila bolj tako slikovna in tako naprej. No, in potem smo torej naredili slovensko planinstvo, ki je bila dvojezična, bilingvalna, slovensko-angleška, precej dela je bilo, mislim, to je bilo ogromno materije treba nabrati, ker pač takrat slikovnega gradiva in nič še ni bilo na kupu. K sreči se je takrat glih ustanovil Planinski muzej, torej glih leto potem in s kustosinjo tedanjo Elizabeto Gradnik sva odlično sodelovala in v bistvu nastala je prva knjiga, torej na nek način grobem zgodovina planinstva, torej pregled. V tistem času sem že jaz pripravljal doktorat in ko sem doktoriral leta 2013, ko sem jaz oddal doktorat v branje, ne, pomeni, imaš pol leta časa do zagovora, tu nekje z Urbanom smo takrat sodelovala pri Frikotu, torej portalu, ki je bil tedaj verjetno na višku, torej slovenski plezalni portal. Urban je bil ključen tu, ključen kot tisti, ki res zna pisati. Urban je znal pisati, ne. In potem sem rekel, glej, Urban, jaz imam tule štofa ful, jaz mislim, da bi mogli eno knjigo iz tega narediti. Rekel Urban, seveda, ne, jaz sem za, ne. In potem sem mu dal material in on je v bistvu iz tega mojega zbranega, tistih, 400 strani doktorata naredil, v bistvu malo prefiltriral, torej je spucal, ker če sta dva avtorja, je vedno težava, če si dele razdeliš, ker je en piše tako, drugi tako piše, in je na nek način on, ker mislim, jaz znam v redu govoriti, ne, pa predstavljati in tako naprej, pisal je pa Urban vsekakor boljše, ne, in pač je on prevzel, da je sfriziral tekst, dodal nekaj seveda svojih stvari, ker je pač živel tudi, ne, zgodbo alpinizma in pol je nastala knjiga Zgodovina slovenskega alpinizma, ena v bistvu prva in zaenkrat edina sinteza, ne, pregleda nekega... Kdaj je to išlo? 13. A že razmišljaš, kakšne nadgradnji? Ja, mislim, še 10 let. Treba se pohvaliti tule, da je bila knjiga v dobrem letu razprodana, kljub temu, da smo šli krepko čez naklado 1000. Ampak stvar je takšna, da po moji logike je v bistvu takrat bila ta številka skozi dobim in povpraševanje, če še je kaj ni, pač čaka na ponatis. Ampak takrat ni bil čas za ponatis, ker bi verjetno ti bi dosegli število tistih, ki takrat bi to brali. Smo rekli, v redu, bomo počakali, ampak Urban je potem spet zbolel, ker se mu je v bistvu ponovila bolezen, ki ga je zaznamovala že v otroštvu. Torej, mislim, to je bilo kar grozno obdobje, takrat šok, ker v bistvu sva bila dnevno večkrat na vezi. Mislim, sva bila res dobra kolega, ker take stvari te povežejo, Friko je funkcioniral in tako naprej in tisto obdobje je bilo težko. In pol je Urban umrl 15. leta in jaz sem rekel, jaz se s tem ne bom ukvarjal, ne bom se ukvarjal s tem, naj leži, je pa res, da pa razmišljam o tem. Ampak v tem času je precej novih podatkov prišlo, par zadev bi bilo treba dopolniti, dodati, bil je en dober komentar, mislim,
v knjigi sva naredila seznam, izbor tako imenovanih stebrov slovenskega alpinizma. Seveda, to je subjektivni izbor, ne, in bi jih lahko bilo še, ne vem, 200, ne, si predstavljamo, ne. In prvi komentar je bil tak enega znanca, je rekel, zakaj jih niste dali več? Ne, sem rekel, ja, pa ne, rekla sem, ajde, okrog 50, ne, je rekel, veš, ampak več, ko jih daš, več boš knjig prodal, ne, v redu, ne, to je res, ampak neodvisno od tega je seveda veliko oseb, ki bi si zaslužilo stebre. Takrat smo imeli neki filter, seveda, vzponi, vodje odprav, nekdo, ki mogoče ni tako znan, ne vem, Ljubo Juvan, ki ni tako znan med plezalci, sploh ne danes, ampak je bil v tistem času vodilnik, v bistvu je bil neke vrste Franček pred Frančkom, kar se števila prvenstvenih smeri tiče. In tu smo pač, ne, dodajala neke osebe, ki bi jih absolutno lahko bilo več, ampak ne, bo, ker se zadeva pripravlja. Ker v tem času vmes, ne, odkar sem pa jaz potem bil kot profesor na zgodovini, pa sem dobil kar nekaj študentov, ki so se zanimali za diplomske, magistrske naloge. Ne. To je vedno tako, ne. Ko imaš možnost, da te nekdo mentorira, se število precej poveča. V tem času je bilo res kar precej dobrih nalog na zgodovini, vezanih na zgodovino planinstva, alpinizma. No, ampak imel sem tudi svojega prvega doktorskega študenta, ne, Jureta Čokla, ne, ki ga poznamo iz pač planinsko-alpinistične zgodbe, ker je bil zelo pomemben faktor na Radiu Slovenija z svojimi oddajami in tako naprej. In Jure je naredil odličen doktorat, ne, ki pač, kot je usoda večkrat doktorata, zaenkrat še v tej obliki ostaja. O tem se bomo kdaj drugič pogovarjali, no, ampak prišla smo na idejo, da pa zadevo malo nadgradiva, kar se tiče zgodovine alpinizma, ker pač jo bo treba malo prestrukturirati, predvsem pa se v tem času, in tu pa smo v bistvu zdaj že pri koncu, pripravlja ena, lahko rečemo, malo krajša, čeprav je težko govoriti o krajši verziji za, torej, v angleščini, ne, torej zgodovina alpinizma v angleščini, ker bo en tak dober pregled, in tu smo zdaj v bistvu v fazi, rečemo, prevajanja in tako naprej. Ker jaz se spomnim takrat, ko je knjiga prišla ven, sem bil tudi na neki predstavitvi, mogoče celo na prvi, pa je bil tam tudi tvoj hišni kolega, bom rekel, ne, Aleš Belčevič, in tudi ferajnovski kolega Belko, ne, ki je takrat, ki pač dela me popravi, če ni tako, na slovenistiki. Tako, ja, drugem štuku, se spomnim, da je rekel, da je takih edicij, torej zgodovine neke državne, torej alpinizma določenih držav, zgodovine, tako obdelanega pravzaprav po svetu zelo malo ali celo blizu nič. Ja. Da je to ena bila pravzaprav tako, dosti unikatnih, pustimo, da je pač vsaka knjiga je taka unikatna, ampak da nekih podobnih zadev, projektov, če lahko tako rečem, drugje niti ni bilo. Ja, absolutno drži, kar pa nakazuje, tudi gledano v slovenskem prostoru, so redke panoge, predvsem športne panoge, kar rečemo alpinizem je, ki bi imele en tak sistematičen, sintezo narejen pregled, kar pa nakazuje, ne, na en pomemben podatek, in sicer na vrednost alpinizma, ne, in pač seveda planinstva v slovenskem prostoru, ne, ker dobro, lahko bi zdaj govorili samo o tej navezavi na gorski prostor, na gorsko identiteto, ne, na simboliko Triglava, ki ga imamo v 2 od 3 državnih simbolih, in v bistvu točno to je, ne, vrednost alpinizma je pri nas precej velika in pomembna, in konec koncev, mislim, ta teden, ne, smo v tednu gorniškega festivala, ne, ki je ena eksplozija vsega tega, ne, in to nam poveže tudi to, ne, kaj vse imamo v bistvu, ne. Meni je vedno fascinantno, tako čisto kot primerjavo, če gremo v konzorcij, ne, torej največji prostor, kjer se prodajajo knjige v Sloveniji, ne, torej nad nami, lahko ugotovimo, da je nesorazmerno velik del namenjen planinstvu in alpinizmu, ne. Mislim, če govorimo o nogometu, je to skoraj minorno napram temu, ali pa
kakršnakoli primerjava, ne, tu se vidi vrednost tega v slovenskem prostoru. No, to zagotovo. Je pa verjetno tudi res, da je alpinizem taka dejavnost, kjer potem alpinisti enostavno pišejo knjige. Ne. Nogometaši, zdaj sicer ne poznam toliko področja, kakšne monografije potem, ko je kariera končana, so poznane, so tudi pri nas, ne. Ampak ni pa toliko, ne. Ja, bi pa Pri alpinizmu. drži, je pa verjetno to vezano tudi na branost. Ne? Torej, če ljudje želijo to brati. Ne? Jaz sem bil parkrat vezan na neke zgodbe na razpisih RTV-ja, ne? Slovenije, ki podpira, zelo podpira, to lahko ugotavljamo, gorniške filme, serije in tako naprej. In tam je bilo mi jasno rečeno, ne? Zakaj v bistvu dajo precejšen mislim, poglejmo, zdaj v zadnjih 20 let je bilo posnetih 30 filmov, ki bi jih lahko vezali na neko športno zgodbo. Ne? Od tega je mogoče eden o nogometu, 2 sta o košarki, ker smo vseeno bili evropski prvaki vmes, pa morda kako smučanje in tako naprej, ampak 2/3 so gorniški filmi. Ne? Zakaj? In bilo moje vprašanje, zakaj? Zato, ker Slovenci radi to gledajo. Ne? Mislim, seveda bomo financirali to vrstno tematiko, če pa v bistvu je to, lahko rečemo, največja gledanost. Ja, radi to gledamo, ker radi tudi hodimo v hribe, radi tudi plezamo in plezali so pa že dolgo preden sva midva obstajala. Ne? In tudi bova se majčkeno pa vrnila za začetek tudi še eni tvoji knjigi, ki si jo napisal, z gospo, ki si jo tudi že omenil, pa boš več povedal. In pa majčkeno bova obdelala eno generacijo Slovenk in Slovencev. Ja, končno, ne, po 20 minutah uvoda pridemo na temo, ali kako že. Ja. Sploh ni problem. Ja, res je. Mislim, ta knjiga, ne, torej zgodba o skalaših, je posledica vsega tega, kar sem vedel že do takrat. Ne. Torej, ko sem pripravljal zgodbo slovenskega planinstva, predvsem pa alpinizma, pri nas sem gotovo, da v bistvu se začne, ne, na nek način, pustimo to besedo uradno ali pa formalno z neko ustanovitvijo nekega kluba, ki to goji, ampak nasplošno se alpinizem pri nas začne v 20 letih. In ko sem vedel o skalaših že precej, ne, ampak tu je treba poudariti, ne, zgodovinarji in vsi drugi, ki se lotevamo neke vsebine, ne, več ko študiraš, bolj ugotoviš, da v bistvu zelo malo veš, ne? Ker se ti stvari samo odpirajo in ne moreš vsega. Zato, dobro, takrat sem se odločil, bližala se je 95-letnica, torej skalaši, ne, bomo še kasneje prišli, se ustanovijo leta 21, ne, in jaz sem takrat po v bistvu dobrih 90 letih od njihovega obstoja in tudi v bistvu propada, ne, drugo svetovno vojno skala propade, ugotovo, da nimamo na kupu nič o skali. Ne? Mislim, govorimo, vsi poznamo Joža Čopa, pa poznamo Klementa Juga, to so take mitske osebe, pa Miro Marko Debelak, pa Pavlo Jesih in ogromno nekih drugih figur še, ki jih na nek način, konec koncev tudi, če plezaš, ponavljaš, ko pleziš Jesih, Potočnikovo, pa Tominškovo, pa ono drugo in tako naprej smeri, ampak kdo pa so bili ti ljudje in zakaj ni o njih nič napisano? Ne? Bila je neka zgodovina v Planinskem vestniku v več serijah, tako rečemo kot članek, ampak to je to, ne? In pol sem jaz takrat Elizabeti rekel, da pač mene pa to strašno intrigira in jaz bi naredil eno tako. Jaz zelo rad delam knjige, ki imajo veliko slikovnega gradiva, ker se mi zdi, da bralec zraven tega, da prebere tekst, najprej, ko prelista, pogleda slike. Ne? In se rekel, dajmo slike, čim več slik. Ne? In je res v bistvu, lahko rečemo, da je foto knjiga. Ne? Tole potem sem s pomočjo Eli in zelo veliko pomočjo Franceta Malešiča, ki je mislim, on je leksikon zgodovine. Ne? Ko se kje zatakne, ko se mi je kje zataknilo, sem vedno prosil Franceta, da mi je pomagal pri nekih podatkih. On je imel vse in on je res naredil tudi potem recenzijo, ker, dobro,
zgodovinska knjiga, eno je zgodovinski pregled ali pa zgodba zgodovinska, ampak zgodovinska knjiga pač mora imeti neke normative, ne, to je zgodovinski znanstveni aparat, citiranje, kar je pomembno, ne, da se bo razumelo, zakaj citiramo, zakaj so te opombe pod črto. Mi nismo tisti, ki naj bi nakup samo zbrali, ampak v bistvu moramo malo križati podatke, ki jih dobimo. Ne. Zato včasih se podatki strižejo med sabo. Ne. Naša naloga je, da v bistvu vse damo noter, na koncu že damo neko mnenje, ne, ampak da damo čim več stvari in nekdo, ki ga neka tema zanima, bolj podrobno, ne, pa bo rekel, to pa me zanima, ne, in pol dobi podatek, od kje pa lahko črpa več o tem. Ne. Zato je pomembno, da v nekih zgodovinskih knjigah citiraš zadevo, da veš, od kje je ta, ki piše, dobil ta podatek, ker pa, mislim, ne, ene stvari se ti zdijo samoumevne, ampak ni res, ker čez 20-30 let pa morda ne bo to samoumevno, zato bralec je fajn, da dobi podatek, kje je še več o tem, ne. No in na ta način smo potem zadevo pripravili. France je bil krepek recenzent, urednik in stvar je izšla. Ne? In nadgradnja tega je potem bila, da sem jaz Igorju Vrtačniku, ne, režiserju, plezalcu tudi, v začetku leta 20 rekel, da takrat smo sodelovala smo pri enem drugem filmu, smo rekel, da jaz pa mislim, da bi naslednje leto bo 100 let Skale, kaj če bi o tem ti naredil en film. Ne? In zdaj smo res na višku tega, torej Viharnik z roba, zelo pomembno tvojo vlogo, odlično odigrano, še enkrat povem, tako z super energijo. Film, ki moram reči, da dobivamo res dobre odzive, kar je po eni strani logično. Ne? Po dolgih letih imamo en celovečerc, ne, s to tematiko, ne, serije, ne, kot sem že omenil, RTV kar precej podpira to, ampak celovečerc, ki je vezan na osebe, ne, na skalaše, predvsem pa osvetli res Čopa kot takega. No. Ja, pa pravzaprav celo generacijo, ne, moram priznati, ker sem pač tudi bil v tem filmskem projektu, pa sej, alpinistka gre skozi nek proces, ne, neke osebne rasti skozi alpinistično šolo, pa pol nadaljno neko alpinistično udejstvovanje se slej ko prej srečuje po naših stenah z smermi, ki so bile preplezane v tistem obdobju. Ne. In seveda na začetku niti ne veš, razen tam pojavljajo se neke skalaške smeri, ne, pa okej, ne, neki veš, to je neki bilo, ne. Pa neki ljudje se pojavljajo in potem, ko začneš mačken brati stvari, pa se, bom rekel, mačken širt obzorja, ne, na nekem našem laičnem nivoju, seveda, ne. In če še prebereš kakšno tako knjigo, potem pa mu dobiš nek, bom rekel, globlji uvid, kako pravzaprav tisto obdobje je res pomembno. Ne samo za takrat, ne, ker že takrat so te plezalke, plezalci pravzaprav se z določenimi vzponi postavljalo bok svetovnim najboljšim plezalcem, ne, alpinistom takratnega časa, ne. Še bolj kot to pa spoznavaš, kako so v bistvu skalaši in takratne generacije pravzaprav postavili neko podlago za to, kar imamo nazadnje danes, ne, se pravi za Absolutno, razvoj povojnega alpinizma, pa ne samo alpinizma, planinstva, gorništva, in še o vseh stvari, ki so jih zraven skalaši počeli, ne. Jaz na svojih predavanjih večkrat rečem, da mi v bistvu jezdimo val, ne, si predstavljamo, kako val nastane in kako se dolgo potem pelje. Mi surfamo na valu v bistvu dela skalašev. Ne. Danes lahko rečemo, da smo na višku, ne. Več je bilo teh viškov, ne, Everest in tako naprej, ampak absolutno imamo danes višek z Janjo Garnbret. Ne. Janja Garnbret in to je to, ne. Skupina začne, se širi. Čez 10 let bomo lahko ocenjevali vlogo ali pa pomen uspehov Janje Garnbret in v bistvu uspehu tega, da je plezanje prišlo na olimpijske igre, kar je zelo pomemben faktor. Ne? Jaz mislim, izhajamo tudi iz teh športno-plezalnih vod, bil sem včasih trener in tako naprej in se pogovarjam s kolegi, pravijo, da ni mest, ne? V plezalnih šolah, ker je takšen naval na plezanje. Seveda je to, ne, in to je pomembno zavedanje. Torej, kar je danes je odsev
preteklih dogodkov. Ne? Seveda. Torej, kar imamo danes, razlogi so vedno v preteklosti. Nekaj se je zgodilo zato, da imamo danes to, kar je. In potem, če gremo počasi, ne, lahko vidimo te glavne prelome, ne, ali pa glavne dogodke in osebe, ko se stvar v bistvu začne. Ne? In zdaj, če rečemo, da je pač alpinizem konec koncev se pri nas začel s prvim sponom na Triglav, ne, ko so 4 srčni možje iskali prehod in so ornk zaplezali, ne, tamle čez, torej, ne, če si predstavljamo, če gremo danes iz Krederce na vrh, ne, in tam po grebenu na koncu, ker je tabla za Valentina Vodnika, ne, Ja. ta rdeča tabla, ne, tam v bistvu je bilo takrat precej delikatno mesto brez teh zajl in tako naprej. Ne? Najtežje mesto naj bi bilo tam. Ne? Torej so plezali že krepko trojko takrat gor in dol, ne? Nazaj. Torej, pa pustimo, da se oni takrat alpinizma niso šli. Ne? Je bila v zadnji druga zgodba, konec koncev tudi finančne nagrade, ki jo je Žiga Zois razpisal, pa morda o tem kdaj drugič. Pol pa imamo Staniča, ne, prvega alpinista, ki pa se je rešil alpinizem. Ampak to so bili posamezniki, ne? Posamezniki, ki so odkrivali svet, pa malo športno pristopali z nekim drugim, ne? Drugo percepcijo. Ne moramo primerjati mi človeka leta 1820 pa ne, nekoga. No in pol imamo posameznike, ki se združijo potem v začetku 20. stoletja v združbo Dren, ne? Drenovci, poznamo Drenovce, zeleniške špice, prečeni in tako prvi po zimi na Grintavcu, torej že gojijo zimski alpinizem, turno smučanje in tako naprej, ampak oni so bili neka neformalna skupina okoli Bogomila Brinška pa Badjure, ne? Tudi Rudolfa Badjure, ki pa je pol zapeljal bolj v smučanje zadevo. Ampak pol, ne, vedno imamo tako, eni prelomi pridejo, ne? In ključno za skalo je prva svetovna vojna. Ne? Torej, prva svetovna vojna, to je vse vojne so grozljivka, ne? In v zgodovini ponavljamo tisto zgodbo, ne? Historija magistra Vite, učiteljica življenja, nič se ne naučimo iz tega, ne? Nič skačemo v ene in iste stvari, ampak pustimo zdaj te detajle. 18, v bistvu vsaka ena težka situacija, ko se sprosti, prinese en izbruh energije, ne, si predstavljamo. In leto 18 prinese to mladina si želi, ne, želi si ven, želi si prihaja, alpinizem že berejo neke zgodbe iz tak konkretno, ne. Pritiskajo na Slovensko planinsko društvo, ne, ki je tedaj delovalo kot glavno društvo vezano na razvoj nekega planinstva, predvsem pa gorskega turizma, ne, če si predstavljamo gorski turizem s kočami se razvija, ne, in še en pomemben faktor je ena zgodba tako imenovanega boja za gore, ne, ki Višek doživi z Aljažem in nakupom vrha Triglava pa Stolpom, ko naši slovenski planinci tekmujejo z nemškimi, ne, in markirajo prostor, ne, imamo nemško kočo, imamo slovensko kočo, do Nemške vodi nemška pot, markirana, slovenska vodi zelo blizu zraven, ne, to je ena taka zanimivost, ne, zakaj so šli postavljati kočo zelo blizu nemške koče, če pa so imeli ful placa zraven, ne, malo so si nagajali tedaj, ne, in Nemci so občutili to nagajanje očitno, ne, ker oni, če beremo zapise, pravijo, ne, mi delamo koče za zavetje, ne, Schutzhütte, ne, oni pa delajo Trützhütte, ne, torej kljubujejo nam za nalašč, nas jezijo in tako naprej, ampak prva svetovna vojna se konča, Nemci, ne, morajo oditi, ne, mi imamo novo iz črno-žolte ječe Avstro-Ogrske, ne, smo tedaj Slovenci vstopili v novo politično tvorbo, ne, torej kraljevino SHS, kasneje Jugoslavijo, sicer v manjšem obsegu, Rapalska meja je zelo pomembna, ne morem žal tu vsega povedati. In kaj je pomembno, ne, koče ostanejo, ne, imamo nemške koče, ki postanejo slovenske in imamo infrastrukturo v slovenskih gorah, kjer lahko razvijamo gorski turizem. Ampak dobro, prva svetovna vojna je tudi v predvsem Julijskih Alpah pomenila tudi ogromno uničenih koč in Slovensko planinsko društvo se odloči seveda, da najprej, da lahko zaženeš ti planinstvo, moraš obnoviti infrastrukturo, poti, koče, ne, in mislim, to traja nekaj let, ta mladi bi pa plezali takrat, ne, si predstavljamo, ne, in se jezijo in se malo kregajo med sabo in, ne, skupina predvsem mlajših fantov leta 21 ustanovi
v bistvu prvi alpinistični klub pri nas, turistovski klub Skala. Zdaj, ne, da ta turistovski ne zavede, ne, poslušalce, to ni turistični, ne, tu ne gre za neki torej turistične poti in tako naprej, ampak turistovski klub pride iz besedo delati ture. Ne. To je tak ena bolj nemški pridih, ne, Touren machen, ki je prišel iz alpskega prostora. Ne. To je zanimivo pri nas. Ne. Večkrat se reče, ne, planinska zveza, planinstvo, ne, kak planine pa planine, ne, to ne gre skupaj, ker je seveda to ena beseda, ki je šla malo iz juga, ne, torej z nekega pan-jugoslavizma, bi lahko rekli. Ne. Po drugi strani imamo pa turistovski klub Skala, ki je pa čisto nemška na nek način izpeljanka. Ne. Pustimo zdaj to, no, v glavnem, to je bil športni klub. Gojili so smučanje, sankanje, turno smučanje, imeli so več, lahko bi rekel, več odsekov znotraj, en pomemben je bil alpinistični, ne? Zdaj, če smo ta uvod si pogledali. Dejva samo mečkam še, ker sva glih že pri tem izrazoslovju, ki je zanimivo po svoje. Jaz sem tudi zaznal nek izraz veleturist, pa zanima me tudi, če veš, kdaj se beseda in kako pojav gornik, pa kdaj se pa zares sploh pojavil beseda alpinizem kot tak? Ja, to je, torej, čas nastanka Skale je v bistvu čas, ko imamo vse to, ne, turist je na primer Henrik Thuma, ker dela velike ture, ne, če si predstavljamo. Ne. Danes bi rekli, da je imel dobre plezalne vzpone, ne, ampak tedaj je veleturist, ne, ali pa Kugi z svojimi vodniki, ne, sicer brez vodnikov ne bi šlo, ne, tu je že Thuma bil drugačen, ne, če pogledamo, ne, taka dva pomembna, ki sta vplivala tudi na alpinizem, morda bomo še to lahko rekli. Ne. Zdaj, alpinistika, ja, pojavlja se že beseda, ali ne alpinizem, ampak alpinistika, ne? Ali pa strma turistika, alpinistika, vse to je zmes v bistvu tistega časa. Tudi gorniki so tu nekje, ne? Vse v bistvu danes imamo podobno, imamo veliko število nekih izrazov, smo hribovci, gorniki, planinci, alpinisti in tako naprej. Torej, ne, na nek način jasno pa je, da je alpinistika, alpinizem že precej jasna zadeva tudi pri nas v času Skale. Konec koncev se Skala leta 1941 uradno preimenuje iz turistovskega kluba v alpinistični klub Skala. Ne? Sen mi mečkam še razložta, ker tudi v knjigi tele se da prebrati, da se je pač zgodil kot nek razkol, v bistvu, oziroma v SPD-ju takratnem, ne, torej v Slovenskem planinskem društvu. In a je mogoče kaj več znanega pravzaprav, kako to, da takrat v društvu niso podprli znotraj, bom rekel, pod svojim okriljem, tam mladih, ne? Zakaj so se te pravzaprav mogli odcepiti? Ali je bilo to enostavno, mladi so rekli, mi gremo mi po svoje, ko vas, ne? V bistvu je precej naraven proces, ne? Če si predstavljam, nekaj sem že nakazal prej, torej, ko po vojni SPD razmišlja o razvoju planinstva in gorskega turizma, je najprej treba obnoviti infrastrukturo. In zdaj, če si predstavljamo, ne, mi že govorimo o številki več tisoč, 10 tisoč članov v sklopu SPD-ja, ne. Tisti, ki bi se šli neki alpinizem, so minorna številka, ne, v tistem času, ne, pomeni zdaj, ne, ti ta mladi tule malo nas motijo in tako naprej, pa niti niso imeli neke veljave, ne, se to niso bile neke pomembne figure v sklopu, razen Henrika Thume, na primer, ki bi takrat veljali že nekaj v nekem prostoru planinskem na Slovenskem in pač ta mladi, ker niso bili uslišani, ne, ampak alpinizem je bila nova zadeva, bila je zadeva, ki je bila malo moteča, je nevarno, je mokro, je nevarno. In še ena stvar, ne, alpinistični, torej turistovski klub Skala, ko so oni začenjali, oni v osnovi niso imeli pojma o plezanju. Ja. Lep primer tega je, ko sta šla Kajzel in Tauzer v Tursko goro plezat, mulca, stara 16 in 17, tu nekje, ne, si predstavljamo, v bistvu ustanovna člana Skale, ne, je prišlo do nesreče, ne, to je ta znana zgodba nesreče, ker se Tauzer ubije
Zato, ker pač se je Kajzel, ki je preplezal detajl, zgoraj odvezal. To niso vedeli, kako se varovati in tako naprej. In ko je tam spodaj ta drugi, ne, torej soplezalec obvisel, ga preprosto ni mogel zadržati in je samo odfrčal dolino. In kako je bilo to? In kaj hočem povedati, ne, ko govorimo o znanju? Skalaši niso mogli do njega priti. Ja, ker ni bilo mentorjev, ne? Z Avstrijci se niso družili. Ja, zdaj pa kako priti do ponesrečenega kolega, ki je obvisel malo višje v skalovju, ne? In pa so domačina spodaj, ne? Vedno smo imeli te domačine, ki so bili na nek način gorski vodniki že v tistem času in tako naprej. Ali je to Rjavšček, ne vem zdaj priimka v tem trenutku, naprosili, ne? In kako je to izgledalo, on je s cokli splezal do njega, ne? Oni niso do njega mogli priti, on pa s cokli do njega in v bistvu ga je potem on spustil dol, da so ga lahko odpeljali, ne? Ampak to je začetek, ne? In oni so, malo so v turnico plezali, pa ta veljava, ne, pač prišlo je do nesreč, ne, takoj dobiš pol eno tako priokus, ali pa, ne, kot je še danes, ne, vsaka nesreča, cajtningi to takoj poberejo, ne, to je takoj rumena novica in v enem obdobju, sploh v tem začetnem obdobju se turistovskega kluba, ne, TKS, turistovskega kluba, prime ime Trapasti klub samomorilcev, ne, glih, ne, iz tega, ne, ja, seveda, ne, in potem se še jug ubije in tako naprej, ampak jug je glavni faktor, ne. Jug prinese eno tako voljo, drugačen pogled na alpinizem. Dajva juga še majčkeno pustiti, ker vsem se vrvaš v te majčkene začetke, namreč kaj me je presenetilo, tudi v tej knjigi sem prebral, da so bile po Ljubljani in mogoče je bilo takrat, boš dopolnil, bo pravil neko vodilno dogajanje pri teh nekih idejah in tako naprej, ne. Klub Moje strani, Jesenicam in tako naprej. In sem prebral, so bile te neke neformalne skupine, ki so imele še neke posrečena imena, kot neki šišenska klapa Gat, pa neka ljubljanska žabja klapa in tako naprej. Kaj je bilo to? Kakšne skupine so Dobro, bile to? se te plezalne skupine lahko kasneje večkrat, ne, imamo Peronosporo in potem, ne, hočem reči, to so bili fantje, ne, ki so pa se šli malo plezanje, pa so v turnicu malo skakljali po tistih Pa na šancah, ne. pa na šancah, pa predvsem je turnic bil tisti, ne, kjer so pač malenkost se zabavali, ne, in pol so se na nek način začeli združevati, to so bili mladi fantje, študentje, dijaki in tako naprej. Ljubljana v tistem času postane univerzitetno mesto, spet je treba vedeti. Prej so ti naši se učili na nek način osnov alpinizma, gorništva, ne, Stanič v Salzburgu in potem seveda Dunaj, Praga in tako naprej, ne. Naši fantje so morali hoditi ven študirati, ne, nekoč. Ljubljana postane univerzitetno mesto leta 19 in tu se začne potem ta zbirati študentarija, ki pa je zelo pomembna, no, in študentarija pripelje, ne, z temi raznimi skupinicami po Ljubljani idejo, ne, oni so se že prešli na nek način alpinizem, a pol so pa rekli, dajmo pa mi zdaj ustanoviti, ne, društvo, pa ni bilo samo ideja, samo alpinizem, ampak v bistvu želeli so brati, dobivati literaturo, želeli so hoditi v hribe, smučati, ne, tekmovalno smučati, turno smučati, ne, in to vse so v bistvu potem formalizirali z ustanovitvijo 21. leta. Ker postavili pa so si zelo taka visoke kriterije že za vstop in potem so bila zelo pomembne, ne, pač kako se treba obnašati, kako poročati, kako plezati, kakšne so značajske lastnosti in tako naprej skalašev, torej članov skale. Ja, res je. Če gledamo, na nek način so oni utemeljili alpinizem pri nas, tudi kar se etike in vsega tega tiče, ne. Moramo vedeti, da glavna garnitura nekih oseb, ki jih lahko vežemo z planinstvom in alpinizmom, v tistem času izhaja iz skale. Imamo SPD, kjer ima zelo pomembne predsednike in ali pa rečemo ta ožji odbor, kjer so eminence, ne, ampak članstvo pa je seveda članstvo, kot je vedno, ne, radi hodijo v hribe, včlanijo se zato, da imajo ceneje železniško karto, pa, ne, in tako naprej.
Skala, ne, oni so pa resno zastavili, ne, so v bistvu bili elita, ne, ampak ne v slabem pomenu elita, ne, da so se imeli za nekaj več, so se imeli za nekaj več, ampak so delali v to smer, ne. Ti, če si hotel postati skalaš, si moral narediti toliko in toliko vstopnih tur, ampak to ni bilo dovolj, da si ti prinesel Pildek, pa je bilo tam napisano, ne vem, Triglav, ono, tretje, ne. 2 od članov skale sta mogla jamčiti za tebe, da si ti to res naredil, ne. In potem je bila ta elita, mislim, je bila res, kader je bil odličen, ne. Torej kvaliteta v sklopu skale je bila odlična in tudi številčnost, ne. Mi govorimo o številki 100, ne, mogoče 150 povprečje v teh 20 letih, gre v enem obdobju tudi v 300 in več, ne, ampak pol pride do ene kregarije, ne, tudi zato, ker pač ne, pustimo ta, še danes imamo včasih tak en priokus, ne, ta moškosti v alpinizmu, ne, in to konec koncev izvira iz tistega časa, ne. Takrat so se začeli jeziti, ne, da je vpis prelahek, ker potem pridejo ženske, ne, po te junake, ne, si predstavljamo, ne, in jih odpeljajo in rušijo sistem, ne. Pa so rekli, ne bomo več, izključili so ne vem koliko članov in potem je zgodba obstala pri nekih dobrih 100, ne. In teh 100-150 oseb, če jih danes, če pogledamo, ne, kdo so bili skalaši, so tisti, ki so ustvarjali ne samo alpinistično ali pa planinsko zgodbo v Sloveniji, ampak športno, pa še kaj več, ne, mislim, to konec koncev na področju umetnosti. Tako, ne, skalaši, kot sem rekel že v tem pogovoru, so imeli več odsekov. Pomemben odsek je bil tako imenovani kulturni odsek, ker so se ukvarjali z krajinsko fotografijo, ne, torej iz tega obdobja se začne resna fotografija pokrajine, ne, imamo tu par takih fotografov, predvsem je pa v bistvu, ne, z današnjega pogleda na slovensko zgodovino ključna ta filmska zgodba, ne, torej skalaši so avtorji prvega slovenskega celovečernega nemega filma, ne, kasnejši celovečerni igrani, oziroma ne igrani, ker je ta igrani, ampak zvočni film pride šele 48. leta, ne, mi pa že 42. leta, 31. leta imamo Slovenci film, ne, v kraljestvu Zlatoroga, ne, Zlatoroga z veliko in, ne, zanimivo, ne, drugi film, ki je sproduciran na Slovenskem, je vezan spet na gorski prostor, ne, ga nekdanji član, ne vem, če je bil tedaj več član, ker so se nekaj skregali med sabo, ampak veliko skalašev igral v njem, ne, so pa, ne, Triglavske strmine, ne, to 32. leta. In pol mi nimamo dobenega konkretnega filma do leta 48 na svoji zemlji, ne, zdaj, če si predstavljamo, ki pa je vezan, ne, in vsak od teh filmov ima eno pomembno navezavo na slovenski prostor, ne. Prvi, Kraljestvo Zlatoroga in Triglavske strmine, je vezan na Triglav oziroma na gorski svet, kar nakazuje pomembnost Slovencem, ne. Ta prvi pravi celovečerni film, ne, zvočni na svoji zemlji, pa je vezan na, v bistvu se dogaja v Baški grapi, torej prostoru, ki je bil med obema vojnama italijanski, ne, torej ta simbolika krajine je pomembna in skalaši so tu v bistvu orali ledino in še zanimivo je, ne, ker ko so oni potem s temi projekcijami, to je bila uspešnica, ne, mislim, resnično, oni so po celi kraljevini Jugoslaviji že tedaj projicirali te filme po Sloveniji in so zaslužili lepe denarje. To so kočo zgradili. Tako, in so zgradili v bistvu kočo, prvo, ne, torej skalaški dom na Voglu, ki je v bistvu danes na lokaciji, približno še danes je, torej, ko pridemo s penjačo na vrh, ne, ko gremo na Vogel, je tam desno stala nekoč koča, ki med vojno potem pogori in pomembno je, ne, da so skalaši v bistvu v tistem času namenoma postavili kočo tam, na Komni se že dogaja, ne, če si predstavljamo, in oni povežejo ta prostor bohinjski, torej nad Bohinjem, od Komne pa do Vogla, ne, ta polkrog v bistvu in odprejo največji turno-smučarski prostor tega področja. Oni se resno grejo stvari, ne, torej vseh stvari, ki so se lotili, so se šli resno, ne, in vsi člani so bili zelo karakterno močni. Samo en tak neverjeten podatek pravzaprav, ne, ker oni so tudi, pa boš to še povedal bolj detaljno, ne, sploh pol, ker se je jug
pojavil, ne svojimi načeli in principi, ampak tudi prej je bilo ta pogum v stenah, vztrajnost, moč, trdnost, neka taka stvar, ki so jo pač poveličevali ali pa mogoče celo zahtevali. Tovarištvo je bilo pomembno. Tovarištvo Biti tovariš, biti vzor drugim, seveda se držati nekih etičnih načel bivanja ali pa udejstvovanja v gorah, ne, stremeli so k kvaliteti, ob tem seveda, da moraš pa biti tovariški in tako naprej. Ja, in Jug je pa vseeno tista glavna oseba, ki lahko rečemo, da potem doda ta, ne, torej, danes bi rekli boost, ne, torej, da glavni pospešek alpinizmu. Ne. Ker takrat so se šli malo, torej sredi 20 let, če si predstavljamo, so skalaši, je turistovski klub Skala, največji športni klub pri nas. Oni so smučarji, oni organizirajo smučarska tekmovanja, olimpijade, tako imenovane zimske, pri nas. Konec koncev so na nek način začetnika teh vzdržljivostnih tekov, sicer v sklopu enega bolj heca, ne, ampak ja, prvo tekmo, ne, tega vzdržljivostnega teka po hribih organizirajo skalaši, ne, ampak ne, Jug je bil karakterno težak, ne, to je jasno. Študiral je mimogrede eden prvih doktorantov na univerzi v Ljubljani, izjemen človek, ne, on je pač doktorira iz filozofije, ampak se v bistvu v tistem času že precej ukvarja tudi z psihologijo, ne. Torej, ta njegov, lahko bi danes rekli, da pač je bil njegov način razmišljanja, ker je volja, tam je pot, ne, torej, da ti lahko z voljo vse zmoreš. Dobro, alpinizem je specifična zadeva tule, ne. Vemo, da imamo objektivne in subjektivne nevarnosti v gorah, ne, in to je konec koncev njega tudi stalo, da ti pač še s tako hudo voljo čez ene stvari, če pač glih takrat en kamen sproži nad tabo, ne. A veš, da sem do teh dni pravzaprav mislil, da je to, kjer je volja, tam je pot, da je to njegov, pri njemu zrasel, pa sem pol prebral, da ni. Ne. On je povzel na nek način pri nas in on z svojimi vzponi in širjenjem te ideje, ne, zdaj omenjen je že danes bil boj za gore, ne. To je šlo za tekmovanje. Vedno gre za tekmovanje oziroma za markiranje prostora. Koča nemška in koča slovenska sta markaciji, ne, si predstavljamo, ne. Tako kot je v bistvu markacija nemška smer v severni Triglavski steni. Nemci potegnejo svojo linijo in markirajo prostor kot svoj oziroma kot tisti, ki so najboljši. In tudi, ko zlezejo 1906. leta, konec koncev mimogrede Domenik, eden od njih je bil Ljubljančan, torej, ampak seveda Nemec rojen, oziroma pol Nemec, ker je mama bila z bovškega konca, kakorkoli že. Oni so v tem svojem poročilu potem napisali, ne, nemška volja in moč je zmogla to steno, ne. Ljubljančanov, v oklepaju, ne, Slovencev, ni bilo nikjer, ne, mi smo to zlezli. In Jug, ne, pomemben podatek, Primorc, ne, ki v bistvu zaradi fašizma prebegne v Jugoslavijo, po drugi strani še grozna stvar, ne, njegova izvoljenka se speča z enim italijanskim vojakom, ne, katastrofa na vseh pogledih. On je seveda tako in drugače mrzel Italijane, tujce, ne, in on prenese to logiko ali pa filozofijo boja, iz boja za gor, ne, torej takrat nimamo več tega boja pri nas, v naših stenih imamo, ampak dobro, v boj za stene, ne, ker mislim, mi moramo si predstavljamo si tisti čas, 20. leta, stene so prazne, do takrat je bilo nekaj smeri pogrebenih in tako naprej. V Triglavski severni steni edina nemška smer, ko Jug pade leta 24, letos bo 100 let, ko pade v liniji današnjega jugovega stebra, to bi bila tretja smer v steni. Do takrat je samo slovenska, ne, pa nemška, ne. Predstavljamo si ta čas. In on reče, dajmo, ne, plezajmo prvenstvene smeri. To s tem, torej, Slovenci smo majhni po številu, lahko smo pa veliki po dejanjih, ne. In on potegne, vedno je tako, ne, vedno imaš ene vzore, ki pa so ključni potem za neki razvoj, ne, ali pa za tisti, ki pa potegnejo potem naprej, ne. In Jug potegne, se ubije, ne, žal ubije, iz te zgodbe je nastala taka
mitska osebnost, ne, Klement Juk, konec koncev Vladimir Bartol, ki ga poznamo po Alamutu, ne, in tako naprej, napiše, njegov prijatelj, mimogrede je bil, ne, ona dva sta bila prijatelja, napiše zgodbo o tem, ne, kaj je zdaj šlo tu, je šlo za samomor, ne, mislim, lahko da je imel kakšne take misli, ne, ampak sam padec ni bil tisto, da bi skočil dol. Zakaj to vemo? Ker v bistvu leta 30 Pavla Jesih in Gostiša zlezeta v liniji, ne, in Pavla v bistvu naleti na klin zabit in nad klinom v bistvu odlom, ne, in napiše, ne, to je dobro, ne, ohranimo to kartico, raziskovalni center v Novi Gorici, ker je ohranjena Tumova korespondenca, 33 škatl, ogromno, ne, ogromno materijala imamo še za delati, ne, kar se tiče, in to je super. No, in v tej kartici, ki jo je poslala Tumi, ne, napiše, ne, označi linijo, ne, se to je v knjigi Zgodovina alpinizma, napiše linijo, križec, tukaj smo naletela, ne, sklepava, da je v bistvu stopil na klin, ne, si predstavljamo, ne, prijel za tisti pač skalni rogel, kakorkoli že, in v bistvu padel čez, ne. Ampak seveda, ne, ker je bil ideolog tistega časa, ker se je ubil, ne, iz tega zraste potem v 30 letih mit, ne. Torej, Klement Juk, še danes ga imamo, ja, seveda, ne, malo se pretirava v tem pogledu, ne, torej, ne, ampak kakorkoli obrnemo, je bil pomembna figura, ne. Sem pa zasledil tudi, mogoče niti ne v tej knjigi, ampak drugje, da je pač so skalaši imeli tudi s Tumom, kakor zamačkan za nekega ideologa. Ja, dobro vprašanje, skalašev. super. To je zdaj bila ena taka zanimiva situacija tistega časa, ne, dobro. Skalaši so bili tudi Čop, Tominšek in Potočnik, ampak v tistem 20-30 letih do 36. mislim, da Kugi umre, sta torej na slovenski alpinizem vplivali dve osebi, lahko rečemo, ne, torej starosti. Eno je Henrik Tuma, omenil sem že, čisti alpinist v glavi, ne, on torej športnik, ne, in Julijus Kugi, ne, ki ga poznamo kot uživača, romantika, ne, in ena stvar, ki bi lahko rekli tudi, da je v bistvu Joža Čopa zavrlo, da ni splezal že kaj bolj konkretno težkega, ker očitno vemo, da je bil sposoben, ne, če je 45. 52. Iskal, ja, v bistvu zleze, ne, najtežji detalj, ni prej splezal, ker pač znano je potem, da so pač ta zlata naveza, jim rečemo danes, mimogrede, zlata so dobili v 70-ih, ko dobijo priznanja, ne, kot častni član PZS, zlati, pa so rekli, vi ste zlata naveza. No, ampak, torej, ti, ne, trije, ne, so več ali manj po vsaki turi, ki so jo naredili, šli ali pa pisali Kugiju, ne, torej so se šli pohvaliti k njemu, ne, in on je rekel, super in tako naprej. Ni pa bil tisti, ki bi jih poganjal, ki bi jih stremel, ne, torej jaz si predstavljam, da bi Čop rabo en tak pospešek, ne, v smislu enega mentorja, ki bi ga malo gnal, ne. Kako je to zanimivo, ne, ker so bila midva v tistih začetnih fazih, recimo smo tudi ob 4. se prišli pol malo pohvaliti komu, ne, ta starim. Tako, ja, ker vedno imaš ti, ne, to je ta percepcija, ne. Mi govorimo o danes iz zgodovine nekega alpinizma v stebrih ali pa v tistih ta glavnih, ne, ampak ključni so tisti, ne, načelniki, predsedniki, vodje šol, starejši, ne, ki ti rečejo, bravo, ne, in ti dajo energijo, ne, in tu je verjetno Čop bi rabo, ne. Čeprav, a ni spet, prosim me dopolni, a ni bilo tudi tako, da je bil Kugi v osnovi bolj uživač, pa bolj romantik, pa ni toliko dal poudarka nekemu športnemu aspektu, kateremu pa ne bi Tuma, je bil tako, pa bolj v tako. Točno o tem težave govorimo. Konec koncev, če pogledamo, ne, Tuma je veliko smeri preplezal brez vodnika, ne. Kugi je plezal z vodniki, sicer je za Julijske Alpe ključen, ne, torej za eno tako percepcijo tega prostora, tudi v širšem svojimi knjigami, ne, jih je na nek način osvetljiv, ampak kar se slovenskega alpinizma tiče, ali pa alpinizma na slovenskem, je Tuma ključen, ker Tuma pa je vplival na Jesihovo, ne, kot smo že slišali, mu je pisala, ne, in on je pol pohvalil, predvsem pa na Miro Marko Debelak, ne, torej, mi imamo
če govorimo o nekih viških, vrhovih, triglavih slovenskega alpinizma, ne, imamo Staniča, ne, ali pa rečemo, da imamo prvi pristop na Triglav, čeprav ne, je to neki pseudo-alpinizem, ampak imamo pol Staniča, ne, in pol dolgo nič, in pol imamo skalaše, ampak skalaši, ne, moška ekipa, ne, ni posegala, ne, mi smo imeli 5, ampak v Dolomitih so ležali že 6 zdavnaj, ne, ampak imamo pa 2 alpinistki, ki v bistvu, ne, verjetno grozno za Pavlo ali pa za Miro, ne, da v bistvu jih imaš naenkrat 2, ki res izstopajo, ne, ampak ja, to je višek. Takrat imamo alpinistke svetovnega kova, 2 zelo različni, ne, alpinistki, ki se očitno tudi, mislim, vse je logično, ne, nista marali, ne moramo reči, da se nista marali, ampak nista glih sodelovali, ne, razen prve ture, ki ste jo imeli, sta šli potem vsaka svojo pot in v bistvu pomembno na nek način zgazile na vsaka svojo linijo. In to je ta vrhunec, ne, Marko Dular, ne, po vojni alpinist, lahko rečemo, da je eden novih ideologov ali pa teoretikov, ki pa se v bistvu tudi žalostno konča kot jug. Durus, ne? Durus pade iz Herletove, ne, prvi zimski vzpon naj bi bil, mimogrede, ne, Francis Avenc, ne, je bil dogovorjen z njim za ta vzpon, ne, pa pol ni mogel iti in pol je šel Durus in pol pač je prišlo do nesreče. No, on omenja to obdobje, ne, in ti 2 vlogi teh 2 alpinist kot slovenski alpinistični matriarhat, meni je to tak strašno lep izraz, ne, v bistvu imamo skalaše, imamo super plezalce juga, Čopa, ne, mislim, ase, ampak ja, gledano iz vidika nekega širšega konteksta, je pa takrat absolutno ena taka zanimiva alpinistična ženska dominanca in mislim, vemo, o kakem obdobju govorimo, ne? 30 ali 20 leta, še danes, ne, se ženske na nek način borijo za neka svoja mesta v športu in ne vem kje, alpinizem pa vemo, da je bil od nekdaj zelo moški, ne, torej, ne v tem smislu, ne, kaj boste ve ženske s krinolinami, ne, torej s kiklami tule plezali in ona padeta v ta čas in ga tako pomembno zaznamujeta. Ja, lahko kar poveva, ne, Mira Marko Debelakova je s Tominškom splezala znano direktno smer, ne, Ja. in pravzaprav je ona vodila navezo. Ja, seveda, To je bila mislim. takrat tista prva 5, ne, pri nas Tako je. pravzaprav. Ja, In verjetno, saj tako sem zaznal, pa tako tudi pravite zgodovinarji, da je bila ta smer v tistem obdobju v širšem kontekstu ena težjih smeri, ne, sploh kdo, na kakšen način in ja. kako je splezal. Mislim, to je bila, ne, v nekem kontekstu alpinizma imamo radi izraz zadnji problemi, ne. Vedno so zadnji, to je zanimivo, ne. Ja. Zadnji problemi so bili v 20-ih, ne, torej severna stena, kdo bo prvi preplezal, to je bila ena od zadnjih sten, zadnjih problemov, ki še ne preplezanih. Pol imamo probleme, ene najbolj take lepe, ne, in to je vsekakor direktno v Špiku, ne. Imamo v 30 letih najbolj znane zadnje probleme Alp, ne, Žorasje, Ja. Matterhorn, pa Eiger seveda, ne. Vedno imamo zadnje probleme ali pa problem za 3. tisočletje, ne, Ja. Lotse in tako naprej. In ja, Špik, ne, Špik, ta linija, direktna linija je bila takrat odprta, vsi so jo ogledovali, kot so centralni steber v Triglavu ogledovali, ampak Mira je šla in ga je zlezla, ne. To, A obstaja kaj podatkov, kako je bilo že prej poskusov noter? ne, to pa ne bom vedel z glave. Vem pač samo takrat, da je Čop imel namen z njo iti plezati to smer. Vprašanje, ne, kako bi se zbenila. Ampak Čop je takrat fasal, mislim, da vnetje Slepiča in je upzajlal in je se stopil. Ne, in je s Tominškom ostala. Tominšek je pa bil znan kot drugi plezalec v navezi, on nikoli ni naprej Aha, okej. plezal. Ne, in dobro, ampak vprašanje, če bi ga Mira spustila. Ker če sva že omenjala Miro, pa deva še Pavlo, pa recimo Skalaško in Gorenjsko smer. In tudi Ja. kako je Skalaška, ne govorimo o skalaških, ne, skalaški smeri. Pri Pavli je treba povedati, da je večina imen, ki danes nosijo ime Skalaška, prišlo kot produkt njenega vzpona, ne. Pavla je zlezla 18 prvenstvenih smeri, ne,
Skalaška smer je bila to zimo zdaj zelo, kako bi rekel, iskana, ali pa hitro si dobil zadevo, ko Anja seveda spleza to trilogijo po zimi, Anja, alpinistka leta, 3 skalaških, to so v bistvu skalaške od Pavle Jesih. In Pavla je rada dajala ime skalaška svojim linijam, konec koncev je bilo tudi izmenjeno, da če bo ta zlezla današnji Čopov steber, da bo to skalaški steber. Ampak, če se vrnemo nazaj, Triglavska severna stena, konc 20 let, v njeni, torej, predstavljajmo si, še danes najdemo neke linije, ampak takrat je to precej prazno. Eden od teh ključnih vprašanj, takrat niti v centralnem stebru ni zaslediti nekih idej, je pač ta linija, kjer danes poteka skalaška z gorenjsko z ladjo. Skalaška in torej, gorenjski zgornji del so zlezli Zlata naveza, torej Trojica. Spodaj je bilo pa treba priključiti do gor, in to je bilo najtežje. In to so se zaletavali 2-3 leta, najboljši takrat, ne samo domači. Mislim, prihajajo dunajski plezalci, eminentni in tako naprej in ne zmorejo. Proba Mira Marko z Edom Držajom, svojim partnerjem, možem kasnejšim, ker Edo odleti v tem detajlu in odleti 50 metrov in zaradi tega opisa Mire Marko v časopisu potem v bistvu prije do ene tožbe celo, ker na Miro Marko so se novinarji, predvsem eden novinar, spravil, da kaj se pač ta ven meče, da to je samo promocija lastna in tako naprej, da to ne more biti res. Miro zaradi tega tedaj izključijo iz skale, ker pač to pa zdaj ne gre, ona se začne kregati, tožiti in njen odvetnik je bil Tuma, mimogrede. Imamo še v korespondenci lepo dopisovanje, torej v Gorici, ker pač Tuma njej piše in ona njemu glede teh tožb. Na koncu je dokazano, da pač je bila, da tisto, kar so govorili o njej, so bile klevete, torej, da je resnično zgodba bila takšna, kot jo je ona opisala. Ampak v tem času vmes Mira takrat kar prestaje težko obdobje, Pavla pa pleza, Orenk, torej rečemo konec 20 let in Pavla v bistvu uspe preplezati ta detajl, zmore skalaško. Pavla je bila znana po tem, da si je vzela čas, ko je plezala, z veliko bivaki. Jasno je bilo, da ona pleza naprej, ampak pri Pavli, če imamo Miro indirektno, ampak Pavla je pa po drugi strani, to je ta primerjava, se jih ne moremo primerjati. Ampak jasno je, da je Mira bila malo bolj, danes bi rekli, atletska, bolj graciozna, plezalska. Pavla je bila pa stroj, če si predstavljamo. Za Miho Habjana, Miho Valiča on je bil vzdržljivc, se ga spomnimo, smo mu rekli, da je ratrak. Torej, da gre, Pavla je na nek način bila en taki plezalski ratrak, da je bila vzdržljivostna, karakterno močna, vztrajna, trmasta. In ona je vse svoje linije, ki so, moramo reči, dolge, kontinuiteta težav, za tisti čas, preplezala, seveda z večjimi bivaki, ampak bile so asice, kakorkoli obrnemo. To nedvomno in tako, res nek tak zgodovinski fenomen pravzaprav vse skupaj. Sem te pa hotel še to vprašati, sočasno, saj sva že nekaj omenjala smučarijo, veliko je potekalo tudi na tem področju. Skalaši so tudi zelo veliko smučali. In tako, mogoče si je danes pravzaprav težko predstavljati celotno tisto obdobje. Prej sva že rekla, alpinizma kot dejavnosti sploh še ni bilo. So v bistvu ker v končni fazi tudi Klement Juk je sam si neke kline delal. Ni bilo trgovin, kjer bi šli kupiti stvari in tako naprej. Oni so sami v bistvu prihajali do nekih klinov in tako naprej. Sami so tudi vodnike pisali, planinske, smučarske in tako naprej. Tečaje so pripravljali, veliko so vdajali na vzgojo. Tudi mogoče boš povedal še kaj, oni niso bili
tako, da bi zelo nasprotovali SPD-ju, ne, kot neki recimo krovni organizaciji, ampak vi ste bolj, kako so rekli, gospodarski, mi bomo se pa bolj vzgojo ukvarjali. Ne. Ja. In prosim, še nekaj o tem. Mogoče, če me bo zapeljalo, me spomni še enkrat na to tekmovanje ali ne. Ja. Omenil si smučanje. Torej, Skala je 21. leta bila ustanovljena, ampak kmalu so se odločili, da bojo po Sloveniji naredili podružnice, ne, si predstavljamo. Ja. In bohinjska podružnica, ki sicer pol neha delovati, je bila namenjena prav v bistvu smučanju, ne, če si predstavljamo. Oni so postavili še eno bazo tam ali pa točko udejstvovanja v prostor, ki je pač bil vezan na smučanje. Ne. Jesenice niti ne toliko, ne, ampak torej imamo Bohinj, imamo Jesenice, imamo Luče, ne, torej Kamniško-Savinjske Alpe, podružnice, razmišljajo tudi še o Tržiču in tako naprej, ampak nič se ne udejani, gojijo, ja, smučanje, ampak predvsem je to pomembno, ne, da širijo dejavnost. Ampak če danes gledamo in govorimo o Skali, govorimo predvsem o Ljubljanski in o Jeseniški, ne, torej Joža Čop, Jesenice in tako naprej in ljubljanska baza. Omenil si organizacijo izobraževanja. Oni začnejo z alpinističnimi šolami. Predtem pač ni, ne. Oni so se torej lotili in to sistematično in zelo tako precizno izobraževanja mladih, ne. Torej, imamo izsek iz alpinistične, torej kako je izgledala alpinistična šola, kot v bistvu izgleda danes. Od vremena, orientacije do poznavanje gorstev in tako naprej, do seveda tehničnih zadev, ne. To je to. Mi, ne, danes, oziroma organizacija alpinističnih šol po drugi svetovni vojni je v bistvu samo povzela način delovanja Skale, ne. In še tu je pomembno, ne, Skala na začetku je bilo malo logično, ne, ko pride do nekega takega razkola, lahko rečem, ali pa ko nekdo ustanovi nekaj drugega, pride mogoče do malo takega grdega pogleda, ne, in mogoče v prvih letih 20. Torej drugega desetletja je bilo malo tekmovalnosti. Ampak težko je govoriti o tekmovalnosti, če imamo na eni strani planinstvo, na drugi pa alpinizem. Na nek način Skala ni imela konkurence. Jasno pa je, da so tudi dobro sodelovali med sabo. V 30 letih v bistvu skalaši pomagajo ustanavljati alpinistične odseke v sklopu SPD-ja. Oni učijo, ker vejo, da je v bistvu šolanje najboljši, ne, torej ključno, ne, če hočeš ti imeti varnost in tako naprej. Pa še ena stvar je, ne, treba je vedeti, da so v bistvu večina skalašev je bilo tudi članov SPD-ja, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker so s tem imeli popust v Kočah, ne. Kako boš ti pariral oziroma hodil v hribe, imaš eno kočo na Voglu, ne, na primer si predstavljamo, ne. Po drugi strani pa hodiš po Julijskih Alpah, seveda kot član, ne, še tako kot danes, in takrat še več, ne. Imaš pa popust na železnici, da prideš do hribov, imaš popust v Kočah, ne, logično, ne, mislim, pragmatičnost čista, ne. Mislim, v redu. Žal se prevečkrat rado izpostavlja to, kako bi rekel, kakšni razkoli, ne, ne pa, da bi se poudarilo, da v bistvu je bilo sodelovanje. In sodelovanje je bilo čisto korektno, konkretno, konec koncev Tominšek Stanko, ne, kolega ali pa član Skale, je v bistvu bil nečak tedanjega urednika Planinskega vestnika in tako naprej. Mislim, to je bilo vse premešano. Mi mogoče iz tega naredimo pol neko zgodbo, ki pa je v tistem času mogoče izjemoma začetnega obdobja ni bilo kasneje več. Ker sva glih pri smučanju, en podatek me je tako res presenetil, ne, ker v zadnjih letih je tako dostikrat kakšne rekorde, ne, koliko hitro kaj splezaš, koliko hitro kakšno destinacijo presmučaš in tako naprej. In sem pol zaznal podatek, da je Vladimir Kajzel, ne, saj to je znana familija, ne, še danes, ne, spet akademik Miha Kajzel, plezalec, ne, arhitekt in tako naprej. To so njegovi predniki pravzaprav, ne, skalaši. Kako je on sam opravil, pravzaprav danes bi rekel, da je Triglavsko magistralo naredil, kontra, ne, šel z vlakom ali kako do Mojstrane, šel v Krmo, čez do Sedmerih, Komno, Rodica, Črna pest in
odsmučal v Bistrico in to je menda naredil v 31 urah in pol. Ne? In pazi, to leta 37 že. Skalaši so bili vsestranski športniki. Ne? Mislim, na nek način je podobno kot danes. Ne? Če hodiš v hribe ali pa če si alpinist, marsikdaj tudi turno smučaš. Ne? Takrat so vse to gojili. Je pa pomembno še nekaj. Ne? Mislim, da ne vem, če glih ni Kajzel, ta omenjeni Kajzel tudi bil olimpijec jugoslovanski. Ne? Torej, člani Skale so v sklopu tega športnega kluba, ne? Torej, da si predstavljamo, ne govorimo samo o alpinizmu, ne? Ampak alpinizem je tista najmočnejša, lahko rečemo, njihova dejavnost, ampak oni so v sklopu smučarskega teka, smučanja, ampak predvsem smučarskega teka bili člani olimpijske reprezentance jugoslovanske, na zimskih seveda olimpijskih igrah. Ne? Torej imamo skalaše med olimpijci. Ne? To je mislim, bili so vsestranski športniki. Še ena stvar, ki me je tudi v tej knjigi, ne, si že omenil slike, ne, in slike res pritegnejo, vedno. Ne. Sem opazil, so imeli še eno aktivnost, ki je danes mogoče razen za zgolj čisto zabavo, kdo zganja pa sploh z otroci, ne. Bili so sankači, ne, sankali so se tudi. Ja, ampak tega so se resno šli, ne. To so bila tekmovanja, sankaška tekmovanja in še nekaj, ne, ko govorimo o skalaših, ne. Eden od članov, ne, še 5 takih knjig bi bilo treba napisati, da bi se videlo, ne, žal ne obstaja arhiv, ne, zdaj, zakaj je tako tanka knjiga, ne, ker mi iz nekih virov pišemo, ki pa niso izvorni, ker arhiv je bil med drugo svetovno, mislim, ne vemo, mogoče se bo pojavil, ampak naj bi bil izgubljen, bom povedal, zakaj v bistvu prenehajo delovati. In mi nimamo članstva, ne, kar bi bilo super, ker bi lahko povezali še s kakimi drugimi osebami, ampak eden od njih, ne, Ivan Rožman je zgradil v bistvu Blovtko, danes imenovano Blovtkovo velikanko v Planici. Ne samo, da jo je zgradil, on je imel podjetje gradbeno, ne, je v bistvu skonstruiral načrt, ampak mi poznamo Blovdek, Blovtkova nagrada, danes to je bila res eminenca v 30 letih na Slovenskem. In danes ima ta skakalnica ime Blovtkova, čeprav je v bistvu na nek način lahko rečemo, da je imel večje zasluge za postavitev Rožman, ne, skalaš Rožman. In skalaši so bili, mislim, resnično ena taka široka paleta delovanja. Janko Ravnik, predsednik, dolgoletni predsednik Skale, je bil izjemen skladatelj, dirigent, ne, in tako naprej. Iz skalašev izvira, ne, vse konec koncev, naslednja generacija, ne, in to je to, ne, kako se širi, ne, to, če si predstavljamo, ko delamo rodovnik, ne, imamo nosilca, ki ima očeta, mamo, ki imata seveda vsak svoja, ne, in potem smo že iz 1 na 2, na 4, na 8, ne, tako gre tu, ne, vsi so imeli otroke, ki so potem veliki šli po vojni tudi, ne, in to je ta kontinuiteta, ki se je pa začela, lahko rečemo, Skalo in tu se je potem tako kot drevo razširila številčno, no, in imamo, kar imamo danes. In še ena stvar, ki so jo pravzaprav tudi oni začeli, ne, seveda, niso plezali samo v Kamniških Alpah in v Julicih, ne, so šli tudi čez mejo. Spet sem zaznal, da sta že omenjena Mira Marko, ne, Debelakova in takrat, ne vem, sta bila že poročena z Edom Držajem, da sta šla na Škotsko in sta plezala v Ben Nevisu. Ne, je to v 20-30, skratka v tistem obdobju, in sta splezala z nekim Škotom še na smer, prvenstveno. Tako. In skratka, začeli so hoditi tudi na odprave, ki so bile seveda takrat niso bile na druge kontinente, ampak pač. Če govorimo o alpinizmu, tedaj so glavni skalaši. Ampak se jim pridruži že SPD, ne. Torej, mi imamo že 36. leta organizirane odprave, ne, ki jih organizira na primer že SPD, ne, ki mogoče te odprave celo prevzema že SPD v tistem času, in alpinisti, ne, skalaši sicer, ne, v sklopu SPD je toliko o sodelovanju, ne, seveda hodijo čez mejo v Zahodne Alpe, konec koncev tudi že na jug, ne, Durmitor in tako odkrivajo, ne. Pri Miri bi omenil še eno stvar, ne. Pavla Jesih je znana, ne, smo jo že omenili, je znana potem, da, mislim, ona je bila ena največjih podjetnic v Jugoslaviji, ne, kar ne bi postala, če ne bi v bistvu se ji zgodila alpinistična nesreča, ne. Njeno najbolj plodno, v Mojstrovki, njeno najbolj plodno obdobje
je med letom 27 in 34. V tem obdobju prepleza 17 prvenstvenih, ne? Splezala jih je skupaj 18, zadnja je potem čopov, steber, če tako štejemo. No, in 34. leta ona odleti v Mojstrovki in se fajn razbije, zlomi si nogo, roko in tako naprej. Predvsem noga je bila težava, ker je bilo jasno, vse kazalo je tako, rehabilitacija, da ne bo mogla več plezati. Bila je iz premožne družine Jesihov, ata je bil mesar, imeli so trgovine in tako naprej. In ona je bila najstarejši otrok, navajena delati. To je tudi verjetno pomemben podatek za uspeh. Bila je navajena delati, kljub temu, da so imeli finance, je pač ona mogla delati v trgovini, na polju, imeli so veliko zemlje in tako naprej. In najstarejša, resna in tako naprej. Mira Marko je imela sicer zelo eminentnega očeta, verjetno večina poslušalcev ne ve, ampak njen oče Janko Debelak je bil v bistvu prvi direktor pošte slovenske v Jugoslaviji. Torej, on je poštni direktor, ki je v bistvu ključen za prvo slovensko znamko, tega verigarja, verigar, ki trga verigo avstro-ogrske ječe. Mimogrede, če boste pogledali, kdaj je to sliko, poglejte, med nogami, pod nogami, da ne bo narobe razumljeno, pod nogami verigarja se blešči Triglav. Torej, ta simbolika Triglav imamo mi takrat že zraven. No, oče je bil precej premožen, Mire Marko Debelak, ampak tam v tej zgodbi je neka dogovorjena v bistvu poroka, večkrat se mogoče v kakem vodniku zasledi priimek pri Miri Marko Pibernik. Ona je bila poročena, prva poroka, skoraj lahko rečemo dogovorjena s Pibernikom, ker pa ni šlo in ona se loči. In ta ločitev na nek način prinese tudi odrezanje strani financiranja njenega očeta. In Mira se potem mora v bistvu precej težko prebijati. Edo Držaj je umetnik, kot tak, ni neka kontinuiteta v zaslužku, torej dobiš pa ne dobiš, pa nimaš vsak mesec plače. In to v primerjavi s Pavlo je čisto druga zgodba. One dve sta v bistvu vrhunec, ampak v vseh pogledih zelo raznoliki, ampak precej bi o njih še imeli zapovedati. Zanimivo je bilo tudi to brati knjige pravzaprav iz tistega obdobja. Že ta od Tume, recimo, razvoj in pomen alpinizma, ali pa tole ta manjšo knjižico tudi od enega Kajzeljevga, Naš alpinizem. Tako, to je res zanimivo branje, tako če koga to zanima, mora to v roke prijeti pa malo prebrati. In menda, pa prosim, me spet dopolni, sploh ta Tumova knjiga in njegovi pogledi in razmišljanje v tej knjigi ne bi bili tudi tako dost unikatni pravzaprav v smislu pisanja tovrstne literature s tako vsebino tudi v širšem prostoru. Res je. Tuma je na nek način podal usmeritve, ki so precej take ideološko, psihološke in podobne strukture. Torej, zelo pomembna z vidika neke usmeritve pogleda na alpinizem v našem prostoru. Založila, mimogrede, ga je Skala. Torej, Tumovo knjigo založi Skala. Skala založi prvi slovenski alpinistični vodnik, torej naš alpinizem, ki ga Kajzel in Drofenik, upam, da sem dal prave avtorje, zdaj imam že malo polno glavo. Torej, prvi vodnik, prvo na nek način knjigo usmeritve alpinizma financira Skala, Mira Marko izda plezalno tehniko, torej skalaši so tisti, ki tudi, kar se tiče publikacij, zaorjajo ledino in dajo literaturo, iz katere potem se da učiti in na nek način vzgajati nov zarod. Ja, to je zelo zanimivo in tako, kot si rekel, verjetno boste imeli zgodovinarji pa zanesenjaki, ki radi brskajo po tem področju zgodovine, še veliko za narediti. Čeprav problem so verjetno res viri in tako naprej, ampak se tudi to je nekaj svoj vrsten izziv. Dobro, če govorimo o Skali, je pač težava, kar se tiče originalnih njihovih klubskega arhiva, ker ga ni, ampak na splošno,
zgodovina je tako široka in jaz sem vesel, ker se mi v bistvu tudi v sklopu študija pri nas pridružujejo mladi zgodovinarji, ki pač prevzemajo nekaj, mislim, dejstvo je, da če bi jaz se s tem ukvarjal celo življenje, samo s tem ne bi en delček mogel preštudirati. Ne. Zato je prav, da je ta širina, ne, ker v bistvu vsak poskuša pokriti. Ne. Torej, Jure Čokl je naredil super doktorat o ženskem alpinizmu, rečemo povojnem. Ne. Zdaj se tudi pripravlja neka podobna zadeva. Torej, imam novo doktorsko študentko, ki se ukvarja prav z zgodovino alpinizma in tako naprej. Ja, ogromno imamo tega še za predelati in ogromno je tem, ne, o katerih moramo govoriti, ki moramo, ne, konec koncev. Ne, Pavla Jesih, ne, se mi v plezalni zgodbi jo poznamo, ne, predvsem s tem čopovim stebrom, ampak Pavla je v nekem zgodovinskem času, kolektivnem spominu bila precej pozabljena, ampak vedno je tako, če se v nečem ne piše, se z eno generacijo zadeva pozabi, ne, in potem se zgubi iz te kolektivne zavesti. Zato je prav, da govorimo, da pišemo o teh tematikah. Tako da super, ne, da se je da imamo tule v bistvu zgodovinsko zgodbo, da govorimo o naših alpinistih. Absolutno. In zdaj tudi seveda, tako kot si sam rekel, ne, o tem ure in ure raziskovanja, pogovorov in pisanja in tako naprej. Ampak pojva še mačka nazaj. Omenil si, ko se je Klement Jug ubil, je to pravzaprav Skalaša in takrat na sceno kar dobro prizadel. In vplivalo pol tudi na njihovo početje, vsaj neko obdobje. In on je bil, če sem jaz to prav razumel, del ljubljanske sekcije. Ja, on je bil matica, rečemo, ne. Ljubljanska zgodba, druga zgodba pomembna so Jeseničani, ne. No, sej, ker kasneje to pa še potem z nesrečo tudi. Ja, imamo obdobja, ne, ko je rečemo, ko je Ljubljanska skala bolj dejavna, pa potem se zadeva obrne in prevzame štafeto, ne, Jeseniška skala in potem tako naprej na nek način lahko rečemo, ne, da so bili protagonisti en čas eni, en čas drugi. Ne. Prvo vsekakor Jug, potem Čop in seveda garnitura novih, ki pride, ne, kasneje, eden od takih, mislim, ko govorimo, ne, mi v tistem času, je pomembno reči, ne, da so bili alpinisti na nek način zvezde v tistem času, kar je zanimivo, ne. Dobro, niti ne tako nerazumljivo, ker alpinisti so konec koncev tudi, ne, zdaj, če povežemo tole na zgodbo zadnjih 3 problemov Alp in tega tekmovanja med narodi, bili eni odlični sploh, ne, za širjenje nacistične ideologije, ne, torej in iskanje nadčloveka, ne, Übermenša, ne, če si predstavljamo, ta pravi junaki, drzni, neustrašni, zagoreti, fizični, mišičasti, ki premagujejo nemogoče stvari, ne. In ta borba, predvsem za Eiger, ne, torej vzpon čez severno steno Eigerja, ne, in potem uspeh nemške, ne, naveze, ne. Moramo vedeti, da v bistvu protagonisti tega uspeha so potem hodili, ne, morali, ne, hoditi s Hitlerjem na avdience okrog, ker jih je on kazal, ne, poglejte, ne, to je nemški narod in ta ideja nekih junakov alpinistov, ne, iz alpskega prostora pride seveda v tistem času tudi v slovenski prostor. Pavla Jesih, ko se ponesreči, če beremo časopisne notice, ne, ona je zvezda v tistem času, ona je celebrity, bi lahko danes rekli, ne. Vizjak, Sandi Vizjak, poznamo Vizjakovo grapo, na primer, tam ga je pač plaz zasul. Sandi Vizjak je bil eden od skalašev, rečemo bolj takih takrat eminentnih, vidnih, bil je vsestranski športnik in tako naprej. In on, ko ga